Fantasy. Radio Fantasy. Šuši, To sem že jaz. govoriš tudi takrat, ko ne bi smela. Evo, To je res. 4 minute čez 9:30 je ura in v bistvu je čas, da se malo dotaknemo naše nagradne igre, ki jo peljemo. Nisva še žrebala zadnjega, tretjega nagrajenca, kar se tiče poleta z vojaškim helikopterjem Slovenske vojske. To bomo naredili v nadaljevanju, ampak rekla sva pa, da dobiva družbo in sva jo v družbi Radio Fantasy pozdravljava stotnico Katjo. Dobro jutro, dober dan. Jutro. Ja, nežen glasek, čeprav vem, da tam na komandni črti je bolj glasno. Bolj glasno, ja. Je, ne? Tako da ker pa fant oziroma vojak tukaj je Žiga. Pozdravljen. Žiga, zdaj pa da je ukaz. Mirno. A znam? A sem prav naredila? Čak, iz prstice. Odlično, sej. A se vidijo zize? No, naj povem, Šuši še danes nadela eno šatorsko krilo, ima eno svojo vojaško uniformo. Ja, moram reči, da A mi paše? Ne to gosta hudo poveta. je. Ali ustreza taka paše, uniforma, paše. ko je, ker evo, vi zdaj od jutri dalje tudi na Celjskem sejmišču predstavljate vojsko v službi domovine in Katja, mogoče evo za primer, a je to v redu opremljen vojak, mora imeti izgled, mora imeti zaprte vse gumbe, mislim, uniforma mora Katja biti. me zdaj ocenjuje, veš? Ja, Od dolg te gleda, ne? Evo, če strokovno pogledam, bi predlagala oziroma bi ukazala, da si zapre rokave, se pravi, Aha, zavihanih zavihan rokavov. ne smejo biti, ja. In pa zadnji gumb je odprt na... Ko si malenkost. Spodnji, zadnji gumb dol. Ja. Pa veš, koliko gumbov je to, pa nohte imam. Aha, No, zdaj pa pod vprašanje. Ali je Šuši primerna s temi svojimi, rečemo, krempelčki, ne, za vojsko? Nohti niso primerni za vojsko, predvsem za terensko je del. Zdaj, če bi se malo pohecali, bi mogoče olajšalo delo pri kakšnem skopavanju, jarko, kakorkoli, ampak ne, zadeva ni primerna, zaradi ker lahko pride do poškodb. Za v kuhinji je pa full fine, zaradi tega, ker ne rabiš imeti one žičnate gobice, ampak lahko vse veš, tik, 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 Torej ti bo za jukebox pol, za kuhno. za v kuhinji. A še obstaja jukebox pri vas? Ne, nimamo tega. Ni. Ne. To je bilo pranje teh krožnikov po placu, je rekli jukebox, ko je šlo čez neko mašino, ni tega zdaj Ne, imajo več. prav te, kaj so že, mašine, no, prav take, ko imamo mi doma. No, Aha, ja, se pravi. pomivalne stroje, Ja, ni več. pomivalne stroje. Ok, vidiš, le, malo se še v... No, zdaj pa še skritiziraj, prosim, moje laske. Zdaj, vse to ne sprašuješ mene, to Katjo. ne? Ja, Katja. Ok, lasi tudi niso primerni, se pravi, mislim, so primerni, barva je primerna, ampak v bistvu bi jo mogla imeti speto v... Hočeš reči, da ni vsaka barva las primerna za vojsko? Tako je, primerna barva je v barvi, naravni barvi mora biti. Se Torej, pravi, naravni toni. vijolične odpadejo, rdeče odpadejo, Pa Aha, glik te- sem se hotla pobarvati. Te reverske barve. tako modra, definitivno. Kaj pa Mislim, ok, si... dolžina po eni las, strani- recimo mi smo gledali un film G.I. Jane, ko je igrala Demi Moore, ni treba, da si čist na kratko. Ne, ni potrebno. Dolžina las pri pripadnicah ni pomembna, ampak je pomembno, da ne segajo čez ovratnik. Se pravi, v tem primeru bi si jo mogla spet v figo ali kito, ki bi jo potem, v glavnem ne sme segati. Mislim, moja Čez frizerka bi bila drugače ful Stotnica bi te zadovoljna. spucala tam na oni smotri, Ja, tako kaj da si je predstavljaš, kak bi jaz bila tam. Ok, zdaj imamo še pa Žigo tukaj, ki je pa predstavnik naše populacije. In Žiga bo moške, ne? zdaj povedal, če je Janko primerno obrit za vojsko. Ja, kakor vidim linije Na meji, po ne? licih, je zelo zadovoljivo, potem tukaj po vratu dol, pa bi se dal kaj še narediti. No? Se pravi, kak je kodeks? Lahka je brada oziroma poraščenost? Lahko je brada urejena, to se pravi linije, pa da ni predolga, to se pravi, mislim, da 2 cm. A, Max dolžina. A je res, ko greš pa čist na prvi kontakt, tak se moraš biti pa obrit? Tako, ja, na tistem prvem usposabljanju pa je vsak dan tudi pregled, če je brada torej, Aha. obrita, čist na nulo. Dobro, Ok. da govorimo samo o bradi. V službi domovine. Namen je od jutri naprej na sejmišču, od 9. do 11. Vaša želja je spodbuditi, navdahniti čim več novih vaših kolegic in kolegov. Ne? Tako je, se pravi, naš cilj je privabiti čim več mladih. Vemo, da je kadrovska problematika vse posod, ne samo v Slovenski vojski, tako da s tem dogodkom bi mi radi čim bolj spodbudili mlade, da bi se na kakršenkoli način vključili v vojsko,
ali kot poklicni vojak, ali na kakšne, da bi se udeležili kakega tabora, pa potem posledično se zaposlili. Tako da to je cilj tega dogodka. No. Cool. Žiga, povej, zakaj si se odločil, da vstopiš v Slovensko vojsko? Ja, predvsem zaradi tega dinamičnega dela, ki ga ponuja Slovenska vojska. Doživel sem ogromno nekih zadev, ki jih drugače v civilnem življenju ne bi. Tudi različne naloge opravljamo, ki so v bistvu, ne bi rekel, nenavadne. No? Meni zelo zanimive. Predvsem zaradi tega. No? Okay, kaj pa recimo letel s helikopterjem si že? Sem že večkrat, ja. To se pride v delovnik od 8 oziroma od 7 do 3. Oni lahko v službi dejansko letijo. Ne? Nenavadne dejavnosti so to, kar si prej rekel, ne vsakdanje. Ne vsakdanje, tako je. Ja. Zakaj si se pa ti odločila, Katja? Jaz sem že od malega, sem bila bolj, kako bi rekel, športni tip, se pravi, sem se preganjala po gozdovih, vojaki, kavbojci, indijanci, kakorkoli. Več sem se s fanti tudi družila. Potem pa po prvem neuspelem poskusu na fakulteti sem bila primorana, ker sem izgubila štipendijo od očeta. Sem bila primorana, da sem se prijavila na Center za socialno delo in tam sem jaz pol videla letak. Prej nisem bila informirana, da sploh ženske lahko grejo, se zaposlijo v vojsko. Tam sem pa videla ta letak, no, in sem se po, mislim, da enem mesecu sem se odločila in sem se prijavila za. In očitno več kot očitno ti ni žal, ne? Ne, ni mi žal, ker zaposlena sem v vojski že 18 let, tako da... Polnoletna? Ja. Bravo, Katja! Tako da, ja, no, mislim, ni mi žal, no, da sem se zaposlila. Tudi, tako je rekel Žiga, da veliko raznolikosti od tega, da lahko leti s helikopterjem. Verjetno se ne bi v civilnem okolju prijavila na neko preživetje v naravi, spravi, to sem doživela. Pa nosila je v bistvu rokovanje z orožjem, kar verjetno v civilnem delu, tudi če sam se ne odloči za to, plačaš, oziroma kupiti si moraš zadeve, to pa tukaj doživiš v sklopu službe. Ok, zdaj v nadaljevanju bomo pa tudi malo pretehtali, seveda, kako se upisati in potem, kakšna so pravila za fante, kakšna za punce. Čez 3 minutke. Evo ga, ura je 15 minut, Šuš ima vse pripravljeno, ker danes smo vojaški in... Kakor nasuh? Ne, imam podlago. 3, 4, zdaj. Dobro jutro, dober dan, ali si še kaj zaspan? Gremo vsi, 1, 2, 3, dej prižgi si fantasy. To je to. Super. A je kakšna koračnica? Mislim, zakaj, za zjutraj se zbuditi pa to. A imate drugačne koračnice? Žiga in Katja, pozdravljena še enkrat za tiste, ki so se ravno konektali zdajle. Slovenska vojska je Slovenska z nama. vojska, stotnica Katja in vojak Žiga. A imate kako tako koračnico? Mislim, sami pišete besedila ali je to kar ustaljeno? Mislim, da lahko tukaj več pove Žiga, ker je bil nedolgo nazaj tudi v Vipavi, kjer večinoma to zadevo uporabljajo. Ja, tako da bi kar prepustila. Nič kaj tak nimamo napisanega, pride iz glave. Sprot se tudi lahko izmisli. Tako, korak pa, da se drži ritmika. Tako. Pa pomaga taka pesem, oziroma to, ne vem, sprašujem. Pomaga. Lahko jaz povem, no, ko sem bila na začetku usposabljanju isto v Vipavi, nam je dal poveljnik našega voda nalogo, da se stavimo skupaj besedilo. In potem smo na jutranji telovadbi v koraku tekli in zraven prepevali. Čakaj sama, Katja, ti hočeš povedati, da imate jutranjo telovadbo vsak dan? Ja, je tako. Sicer tukaj v vojašnici ne prepeval. Ti ne bi, ne? Ne, ampak je vredo, ne? Mislim, zjutraj v času delovnega časa, mislim, v delovnem času, da imaš na voljo, da se lahko rekreiraš oziroma... Kdaj zjutraj začnete? Zjutraj začnemo ob 7 pa 10 imamo jutranji postroj, potem pa... A je telovadba prej ali pozdaj? Pred postrojem? Ne, prvo je postroj, potem pa začnemo. Si ti, nor, to je tako, da bi mi dva tule ob 6. Ne, verjetno sem izziv go vojske, mi smo imeli pa najprej fiskulturo od 10 čez 5 zjutraj. Halo?
A zato si tak jutranji človek? Brez skrbi, zadevam jutro. Jaz ne vem, zakaj sem tak jutranji človek. Ja. No, v glavnem, draga moja, zdaj od jutri dalje na sejmišču, ne, v službi domovine, vi boste Vojska Slovenska predstavljali različne te poklice, segmente in tudi veliko se bo dalo probati, videti. Tako je. Se pravi, predstavilo se bo okoli 50 poklicev, ki so možni Slovenski vojski. Lahko bojo, predstavljale se bojo enote Slovenske vojske, se pravi skozi statiko in dinamiko, se pravi, lahko bojo videli vso našo opremo in povozila, ki jih uporabljamo za usposabljanje in pa na terenu. A oškoša boste imeli? Tudi. To je za našega direktorja, za mene pa kuhna. Dobar, še kaj smo pozabili, ker si zdaj vskočila? Se pravi, poleg teh zadev, videli bi lahko dinamično predstavitev, se pravi, kjer se vsi rodovi združijo, od pehote do letal, helikopterja, se pravi, bo neko vajo združeno in ta zadeva se bo odvijala ob 4. uri, se pravi ob 16. uri, se pravi, da bodo tudi lahko obiskovalci to videli. Taktična vaja. Taktična vaja. Na zadnje sem bil, ko je preletel helikopter, specialci po štriko dol, pa so se povzali tam, pa se nekaj podobnega bo tudi tukaj. A res? Ja. No, samo da povem, da pač, kar se tiče same predstavitve Slovenske vojske, bodo imeli tudi otroški kotiček. Tako je. Se pravi, za njih bo tudi poligon na voljo, se pravi, bo lahko se preizkusili. Lahko bo tudi se preizkusili, ne vem, v airsoft imamo zračno puško, razne simulatorje bojo lahko sprobali, plezalno steno, to mislim, da bo za otroke zelo zanimiva zadeva. Tako da za vsakega bo nekaj. In pika na i vsega tega dogajanja je, da je brez vstopnine. Tako je. Evo. Se pravi, pa vse 3 dni se bo dogajalo od 9. zjutraj pa do 7. zvečer. Tako je. No in predno gremo mi zdaj na razen, ne? Prosim, Šuši, da pritisneš klic, ker malo prej je Katja rekla stop in ustavili smo se na imenu Suzana. In Suzana je tista, ki bo dobila 3. nagrado. Suzana, dobro jutro. Ej, Suzana. Dobro. Halo? Čakaj, Suzana, Janko, Šuši, Katja, Žiga, v bistvu cela Slovenska vojska na tej strani pa Radio Fantasy. Ne hecat, resno. Suzana, da si poslala en SMS. Jaz jutri, ko sem se pelala v službo, sem in grede napisala, pa se nekam, Matej, se nimam nikoli nič za zgubiti, se zadenem, pa tudi nikoli nič ne. No. Ja, zdaj, a si že kdaj letela s helikopterjem? Ne, nikoli. Pa bi? Vi me hecate. Katja, dobi nagrado ali ne? Dobite nagrado. In to, Suzana, ne bo šla sama. Še enega lahko imaš zraven. Suzana, takle rečemo, polet s helikopterjem Slovenske vojske je tvoj. Bravo! Čestitke. Najlepša hvala. Bom letela. Suzana, zdaj se moraš samo še odločiti, a boš letela z nekom, ki ga imaš ful rada, ali pa misliš s tem, koga prestrašiti. Lahko vzameš mene pa Janko te tudi zraven. Ja, super. Ja, kakor šta, lahko gremo tudi vsi skupaj. Ampak se bolj bo pa vesel. Ja. Kdo bo šel s tabo? Imaš koga v družini? Verjetno ali bom vzela sina, ki v tem uživa, no, ali pa mogoče svojega moža. Bom videla. Okay. Suzana bo zdaj mogla fejst pretehtati, zdaj bo ta sin in moš malo pritisnila s kakim darilcem pozornostjo. Kdo se bo bolj potrudil? Pa kdo bo bolj pridn, ali koliko že, ne? Kar naj se oba dva izkažeta. Tako. Suzana, zdaj imaš to možnost, pa tudi to moč, da malo dirigiraš dogajanje doma. Lej, nagrada je tvoja, lep poleti želimo, ne ostati na liniji, te bomo nazaj poklicali, zaradi tega samo, da se od vojakov poslovimo, potem pa dobiš klic nazaj in se dogovorimo, kako je z letom. Velja? Prav, hvala. Čau. Čau. Katja in Žiga, torej vidimo se na Celjskem sejmišču. Čim več dajte od sebe teh nekih aktivnosti pokažite. Sam hotel sem vprašati, a za ženske isto velja teža nahrbtnika kot za fante? Je tako. Ista teža. Isto kilažo nosiš, kot Isto. Žiga? Isto. Kaj pa fizična pripravljenost?
Mora biti enaka moškim? Glede na to, da moramo nositi 50-kilski ruzak, oziroma malo manj, no, ampak moraš biti pripravljen. Ja. Edina razlika mogoče je v kakšnih normah, se pravi tek, da mogoče imamo nižje norme, ampak drugače pa nasplošno moraš biti pa pripravljen fizično isto kot moška populacija. Imam idejo, Šuši, zdaj si lahko greta roke lomiti izven etra. Ne, prosim, ne. Žiga, hvala ti, Katja, hvala, pa se vidimo. Hvala za povabilo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.